Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevni informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste z nami tudi v poletnih dneh. Danes je četrtek, 17. julij 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Katero temo izpostavljamo tokrat? O kriminalcu, ki je navdihnil izraz štokholmski sindrom in je nedavno umrl. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Danes se bomo dotaknili res zanimive in malce nenavadne zgodbe, ki je zaznamovala svet kriminala in psihologije. Govorimo namreč o Clarku Olofssonu, švedskem gangsterju s šarmom, ki je pred kratkim, natančneje 24. junija letos, star 78 let, umrl v bolnišnici v Arviki po dolgotrajni bolezni. Clark Olofsson ni bil kar nekdo. Bil je prava legenda, če lahko temu tako rečemo, saj je njegovo življenje navdihnilo celo Netflixovo serijo Clark. Zakaj pa je bil tako poseben? No, med drugim je bil glavni akter zloglasnega ropa banke na trgu Norrmalmstorg v Štokholmu leta 1973, dogodka, ki je svetu dal izraz štokholmski sindrom. Si predstavljate, banka je bila oropana, a ne kar tako. Dogajanje so kar 6 dni v živo spremljale televizijske kamere. Ropar Jan Erik Olsson je sprva deloval sam, potem pa je od oblasti zahteval, da mu pripeljejo, prav Olofssona, ki je bil takrat v zaporu. In policija mu je ugodila. Tako je Olofsson preživel naslednjih 6 dni s talci v banki. In tukaj postane res zanimivo. Med ropom so talci razvili nenavadno naklonjenost do svojih ugrabiteljev. Ena izmed talk, 23-letna Kristin Enmark, je celo dejala: "Popolnoma zaupam Clarku in roparju, storila nam nista nič slabega, nasprotno, bila sta zelo prijazna, verjeli ali ne, tukaj smo se imeli kar dobro." To je dejala predstavniku vrha države. Ko je policija kasneje posredovala solzivcem, talci sploh niso hoteli zapustiti prostora, saj so se bali za življenje Olofssona in Olssona. Prav ta paradoksalna čustvena vez med žrtvami in ugrabitelji je postala znana kot štokholmski sindrom. Kristin je sicer kasneje ostro kritizirala ta izraz, saj je menila, da prenaša krivdo na žrtve in da je pač delala vse, da bi preživela. Ampak Olofssonovo življenje ni bilo samo štokholmski sindrom. Človek je imel res obsežen kriminalni dosje in je preživel več kot polovico svojega življenja za rešetkami. Obsojen je bil zaradi poskusa umora, napadov, ropov in trgovine z drogami. Že pri 16 letih je bil v prevzgojnem zavodu. Leta 1965 je zbežal in celo vlomil na posestvo takratnega švedskega premierja. Bil je vpleten tudi v rop, kjer je bil ustreljen policist, streljal je sicer nekdo drug, Clark pa je zbežal. Imel je celo serijo spektakularnih pobegov iz zapora. Enkrat je prebil več zaporniških vrat s tovornjakom, drugič pa je pobegnil 2 meseca pred izpustom. Olofsson, ki si je kasneje spremenil ime, se je vmes celo poskušal umiriti. Leta 1979 je začel študirati novinarstvo in celo diplomiral leta 1983, kljub temu pa je bil vmes obsojen na zaporno kazen. Poročil se je z 19-letno Belgijko Marike, ki jo je spoznal med plovbo po Sredozemlju. Njegova kriminalna pot pa se je tudi po diplomi nadaljevala. Leta 1984 so ga prijeli zaradi poskusa tihotapljenja kar 25 kg amfetamina. Kasneje pa je bil leta 1999 na Danskem obsojen na 14 let zapora zaradi preprodaje drog, kar je bila najstrožja kazen v danski zgodovini. Leta 2008 so ga znova prijeli zaradi poskusa tihotapljenja 100 kg amfetamina in 26 kg konoplje, zaradi česar je bil leta 2009 obsojen na 14 let zapora in dosmrtni izgon iz Švedske. A kljub vsem težavam je bil maja 2018 pogojno odpuščen iz zapora in se julija istega leta vrnil na Švedsko kot svoboden človek. Svoja zadnja leta je preživel na prostosti na Švedskem, kjer je pred dnevi tudi umrl, star 78 let, po dolgotrajni bolezni. Clark Olofsson je bil barvita, čeprav sporna osebnost, ki je pustila pečat ne le v kriminalni zgodovini, ampak tudi v psihologiji s sindromom, ki nosi ime po mestu, kjer se je njegova najslavnejša zgodba odvila. Njegova avtobiografija Nikoli na prostosti
in prej omenjena Netflixova serija sta le dokaz, da so nekatere zgodbe preprosto prevelike, da bi ostale pozabljene. Tako, to je bila zgodba o Clarku Olofsonu. Upamo, da ste uživali v današnjem pogledu v temno plat zgodovine. To je bil povzetek zgodbe iz rubrike Temna plat, ki jo je zapisala urednica Črne kronike na Večeru Elizabeta Planinšič za Večer v nedeljo. Sveže informacije pa, tako kot ste navajeni, najdete na večer.com in v tiskanem Večeru. To je bil Večer zjutraj, 17. julija 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podkastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Upam, da uživate v poletju, se beremo in slišimo.